Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. V letu spomina smo, ko mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in tudi povojnih pobojev. Odločili smo se, da bomo v oddaji Moja zgodba objavili nekaj pričevanj, izpovedi članov VOS, Varnostno-obveščevalne službe. Torej, VOS je bila aktivna partijska oborožena formacija, ki jo je v okviru Osvobodilne fronte avgusta 1941 osnoval Centralni komite Komunistične partije Slovenije. VOS je nastopala proti dejanskim in tudi domnevnim nasprotnikom partizanskega gibanja. Med najvidnejšimi žrtvami VOS-a so bili predstavniki slovenskega predvojnega političnega življenja, učitelji, župani, oficirji, sodniki, duhovniki, člani katoliške akcije, intelektualci, liberalci, veliki kmetje, podjetniki in vsi, ki so odkrito nasprotovali komunistični ideologiji. Pričevanja, ki jih boste slišali, so bila posneta strani VOS-ovcev samih. Nastala so v letih 1978 in 1979, verjetno kot želja, da se o njihovem delovanju med okupacijo obrani njihova vloga, saj so se v takratnem času že začeli pojavljati prvi ugovori proti revolucionarnemu nasilju. Tu je treba morda najprej omeniti znameniti intervju Borisa Pahorja in Alojza Rebule s pesnikom in politikom Edvardom Kocbekom, ki je leta 1975 priznal povojne poboje, ki jih je zagrešila partija nad idejnimi nasprotniki. Takrat je v Sloveniji, takratni socialistični Sloveniji, završalo, kajti šlo je za veliko število razoroženih vojakov, ki so izginili bodisi v rudniških jaških, kraških jamah in breznih. Ob tem pa se je odvijalo tudi veliko drugih skrivnih izpovedi povezanih z revolucionarnim terorjem. Tako lahko morda omenimo igro ob 7 pod Trančo, ki jo je ob 20-letnici vstaje že leta 1961 napisal Boris Grabnar. Leta 1975 so jo na RTV Ljubljana posneli kot TV igro, ki jo je režiral Jože Kloboves in je razbesnela vrh nekdanje VOS. Tako je Edo Brajnik Štefan pisal svojemu VOS-ovskemu kolegu, ki je bil takrat direktor RTV Ljubljana, Janezu Vipotniku, citiram, da tako interpretiranje VOS-a in NOB odklanja in obsoja kot netočno, kot falsificiranje dokazanih resnic, kot napad na NOB, na partijo, skratka kot sovražno dejanje. Konec citata. Mimogrede naj povem, da je omenjeno delo sicer zavedeno v bazi slovenskih filmov, vendar pa posnetka ni, razen avtorja in režiserja tudi ni podatkov o ekipi, skratka izgleda, kot bi bil film uničen ali umaknjen, je pa ob nekrologu režiserju Klobovesu pisalo, da je bil napaden strani nekdanjega sistema zaradi režije omenjene igre. No, Edo Brajnik na to Janeza Vipotnika vabi, da si z ostalimi VOS-ovci ogleda to igro in obvezno sodeluje pri njihovih zaključkih. In eden od zaključkov bi lahko bila tudi odločitev za snemanje pričevanj nekdanjih članov VOS-a, ki so ga izvedli kasneje v letih 1978 in 1979. Na 63 kolutih se je ohranilo pričevanje več kot 70 članov Varnostno-obveščevalne službe iz celotne Slovenije. Vsa pričevanja so bila prepisana in so kot pogovori z VOS-ovci dosegljiva v Arhivu Republike Slovenije. No, originalna pričevanja pa so še posebej zanimiva tudi kot govorjena beseda, saj se v prepisih lahko izgubi kak poudarek. In zato smo se odločili, da bomo nekaj pričevanj objavili v celoti, seveda s komentarjem, ki nam bo pomagal določene dogodke bolj razumeti. In začeli bomo s pričevanjem Eda Brajnika Štefana, ki smo ga sicer v odlomkih pred nekaj leti že predvajali, vendar pa bomo zdaj slišali integralno pričevanje. To je bilo posneto maja 1979.
Komentirati pa nam ga bo pomagal znanstveni sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, dr. Damjan Hančič, ki je svoje delo usmeril predvsem v raziskovanje totalitarnih režimov na Slovenskem v 20. stoletju. Zlasti ga zanima revolucionarno nasilje med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, ter tudi različni vidiki nemške okupacije na Gorenjskem v letih 1941-1945. Naj povem, da je dr. Hančič eden od vodilnih raziskovalcev revolucionarnega nasilja v Sloveniji in ga seveda v naši oddaji Moja zgodba lepo pozdravljam. Dober dan. Dober dan. Morda naj povem, da sva se z gospodom Hančičem domenila, da bova Brajnikovo pričevanje, ki je v celoti dolgo 47 minut, predvajala po kosih in ob tem komentirala primere z ostalimi dognanji. Pa bi morda začela s kratko predstavitvijo. Edo Brajnik Štefan ni bil kdorkoli, ampak visok predstavnik nekdanjega sistema, začel pa je seveda kot vosovski likvidator pri svojih 19 letih. Edo Brajnik s partizanskim imenom Štefan je bil že od oktobra 1939 član Skoja. Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije je potem najprej prevzel vodstvo srednješolske skojske organizacije v Ljubljani. Skoj je bila nekakšna mladinska organizacija partije. Potem član komunistične partije je postal maja 1941, potem čez 2 meseca leta 1941 je pa že organiziral prvo borbeno grupo skojevcev, ki je potem se vključila tudi v VOS, ki je seveda tudi naredila oziroma izvedla več atentatov na določene predstavnike predvojnega političnega življenja oziroma teh, ki so nasprotovali komunističnemu gibanju. V letu 1943 je potem odšel v partizane, po ustanovitvi OZNE maja 1944 so ga imenovali za namestnika vodje in v začetku leta 1945 za vodjo prvega odseka OZNE. Delal je tudi v zvezni upravi, to se pravi na zvezni ravni za notranje zadeve v Beogradu in je potem postal tudi nosilec več funkcij. Umrl pa je sorazmerno mlad, to se pravi, če se je rodil 1922, umrl je pa že konec leta 1983, to se pravi star komaj 61 let. Hvala lepa, dr. Hančič, za tale uvod. Greva kar k pričevanju in sicer bomo slišali, kako se je vse skupaj začelo. Prisluhnimo. Danes, 23.5. razgovarjamo s narodnim herojem Brajnik Edetom Štefanom in mu predajamo besedo. Razgovor vodita Tomaž in Pepe. Prosim, Štefan. Ime mi je Brajnik Edi, ilegalno ime Štefan od 1941. leta. Kasneje sem se podpisal tudi Benjamin na pošto, ki smo jih pošiljali raznim tovarišem. Oče je bil financar, mati je kuhala doma, šolska izobrazba v času, ko sem začel delati za VOS, je 8 razredov gimnazije priznana vojna matura. Sedanja šolska izobrazba 4 leta, 4 semestre pravne fakultete, nobenega izpita, klic upokojen seljanja. Dr. Hančič, kratek komentar. Kot lahko slišimo, je to pač tipično za vse te sodelavce kakšnih tajnih služb, da o sebi zelo malo govorijo oziroma zelo malo podatkov. Kljub temu pa izvemo nekako, da je prišel do 4. letnika srednje šole, potem izgleda prekinil in da je šele po vojni naredil maturo, potem je pa glede na funkcije, ki jih je upravljal, izgleda, da je mogel vsaj kakšen šnel kurs še poslušati od pravne fakultete, pri čemer seveda pove, da ni upravil nobenega izpita, ne. Se mogoče, če primerjamo z ostalimi vosovci, so imeli še nižjo stopnjo izobrazbe in prihajali so še iz bolj problematičnih socialnih družin, tako da ni spadal čisto v socialno dno. Drugače pa 19 let, ne? Ja, seveda druga lastnost je pa to, da so bili vsi ti vosovci skupaj z Brajnikom zelo mladi, to se pravi pod 20 let.
in taki se znajo zelo radikalizirati ideološko in tako da... Dokazati se morajo s svojimi dejanji, kaj ne? Ja, tudi to. In predvsem, če nisi pač v šoli uspešen, se moraš pač na drugem področju izkazati. Tako se jaz to razlagam. No, prisluhnimo nadaljevanju. Z naprednim delavskim gibanjem sem začel sodelovati v Ljubljani na srednji šoli, in to v 7. razredu gimnazije. To je bilo 1939 leta. Že prej sem sodeloval v Sokolu, že v Murski Soboti, kjer sem prišel v stik z zelo naprednimi tovariši. Kasneje sem zvedel, da je bil starosta Sokola Velnar, šolski inšpektor, ki je sodeloval v oktobrski revoluciji. To se takrat sicer ni vedelo, to se je šele po vojni objavilo. In sem delal v naraščaju. Istočasno sem bil pa v stiku z prekmurskimi študenti. Takrat nisem vedel, da so bili to komunisti skojevci. Na mene je zelo vplival tudi profesor Liška Janko, ki je bil moj razrednik en čas, pa profesor slovenščine, ki je s svojimi naprednimi mislimi zelo vplival na moj razvoj. Tako da, ko sem končal 6. razred gimnazije v Murski Soboti, in ker je bil oče upokojen in je prišel v Ljubljano, ker se je stalno naselil v Dravljah skupaj z materjo, in sem se jaz preselil in sem prišel 7. razred na 3. Kasneje 8. razred je bila že to 4. državna gimnazija za Bežigradom. Tu sem prišel v kontakt z naprednimi svojimi sošolci, menihom Jožetom Pungaršičem, Popitom Francetom in ostalimi. In sem spoznal, da je razlika med tistim Sokolom, ki je bil v Murski Soboti, ki je bil ves orientiran na nekakšno obrambno obmejnost, aktivnost. Sem tukaj v Ljubljani srečal Sokola, ki je bil malčice drugačen, mogoče bolj pobarvan strankarsko, kot je bil pa soboški Sokol. No, to me je seveda vezalo za te nove tovariše v srednji šoli, in sem 39. leta, meni se je bilo to oktobra, so me tovariši Menih in Pungaršič, oba sta pokojna, sprejela v Skoji. Tako, doktor Hančič, prišla sva do vprašanja Sokola. Zelo zanimivo, tukaj zelo plastično pove, kako je potekala ta ideologizacija Sokola. Najprej treba povedati to, da pred nekaj leti je bila zdana zelo zanimiva in pomembna knjiga od Leja Vesta in Ivana Čuka, Prevarani sokoli. In tam notar one dva med drugim ugotavljata prvič to, kar je zdaj tudi lahko slišimo od Eda Brajnika, da je bilo veliko sokolov v vosu in pravzaprav so sokoli zaradi svoje tudi telesne zgradbe oziroma kondicije, ki so jo imeli, so bili zelo iskani v vosu, ker voz, ko je upravljal določene atentate in akcije, so mogli biti njegovi člani zelo fizično spretni, fizično dobro pripravljeni, da so lahko tekli, preskakovali ovire, tudi zidove, ograje in vse sorte. Tako da so bili v bistvu oni ena vodilna sila znotraj vosa. Ampak pri tem moramo pa povedati, da se je Sokol v letih pred drugo svetovno vojno zelo ideologiziral in razpadal na več delov. To, kar smo nekako v povojnem zgodovinopisju, pa tudi če zdaj levo zgodovinopisje imenuje tako demokratični del Sokola, to so bili v bistvu odpadniki od pravega Sokola. In tukaj, ki so jih izključili, ne? Ja, ki so jih izključili ali pa so imeli vsaj postopke proti njim in tako naprej. In tukaj je zelo zanimiv povedal, kakšna je bila razlika tudi med Sokolom v središču Slovenije, recimo v Ljubljani, da se je že začel politično zelo diferencirati, in pa narodno obrambno vlogo, ki jo je imel recimo na obrobju, kot recimo Maribor ali pa recimo Murska Sobota, kjer te politične zdrahe oziroma te različni levi odkloni niso prišli toliko do izraza ali pa sploh niso prišli. Tako da se mi ta izpoved zdi, oziroma to, kar je povedal, zelo
pomembno za razumevanje tedanjega dogajanja med sokoli, ker večina sokolov ali pa tistih osrednjih sokolov je bila zelo usmerjena pro-jugoslovansko, predvsem pa pro-rojalistično, to se pravi za Karadžordževiće, za, bi rekel, močno Jugoslavijo, še celo, bi rekel, pro-srbsko ali pa velikosrbsko, v določenih pogledih. Tako da, recimo, ta del, levi del, ki je pa bil nekako odpadnik od uradne linije predvojnega sokola, se je pa nekako bolj spogledoval s komunističnimi, stalinističnimi idejami. Zanimivo je pa tudi to, kar ugotavljata ta dva avtorja, da je prav ta Vosovska trojka je nekako dobila ime oziroma se je nadaljevala od sokolskih trojk. To se pravi, da posamezno skupino, ki je izvedla atentate in tako naprej, so sestavljali 3 člani in to je nekako tradicija od sokolov, od sokolske organizacije. Tako da so v bistvu še to od sokolov nekako prevzeli v Voz. No, zanimivo se je meni zdelo tudi to, kako je pomembna vloga učiteljev. Edo Brajnik tu našteva 2 svoja učitelja, ki sta očitno pripomogla k njegovi radikalizaciji, tudi do te mere, da je na koncu pri 19 letih recimo postal vosovski morilec. Pa predlagam, da kar nadaljujeva z pričevanjem Eda Brajnika Štefana. Potem sem delal v Skoju na srednjih šolah. Do kapitulacije Jugoslavije oziroma do napada na Jugoslavijo. Delal sem in bil povezan s tovarišem, meni se zdi, da se je pisal Bojan Ilić iz Maribora, kasneje pa s tovarišico Ido Kovačevo z Karlovške ceste, krojaško delavnico so imeli. Ida Kovačeva je še živa in je član predsedstva zdaj Vojvodine. Tako sem pravzaprav avtomatično ob kapitulaciji Jugoslavije in okupaciji Jugoslavije svojo aktivnost že v Skoju orientiral na nove naloge, ki so bile pred nas postavljene po skojevski organizaciji. Ob kapitulaciji, kot sem rekel, zdi se mi, da je to bil Ilić, meni predal, on je bil študent, srednješolsko organizacijo Skoja v Ljubljani. Ta organizacija je delovala in tudi dejstvovala takoj po kapitulaciji z raznimi akcijami, napisnimi, raztrosnimi in tako naprej, kjer sem tudi jaz sodeloval. Nekje julija meseca je srednješolska organizacija Skoja prenehala s svojim delom in mi smo bili povezani na teren. Zdaj se bom vrnil malo nazaj. Po skojevski liniji sem bil v Šiški povezan tudi z Erminom Dolganom. Spoznal sem Franceta Kolmana preko svojega sošolca Staneta Kolmana in še nekatere komuniste, ki so tam stanovali pri Kolmanovih, kot je bil Tone Dolinšek. Ermin Dolgan mi je dajal direktive za delo v Sokolu v Zgornji Šiški. Ko so se začelo povezovanje na terenu, sem jaz že bil član komunistične partije. In to od maja 41. leta v partijo so me sprejeli pa Franc Kolman, sluga Jože in še en obrtnik z Vodnikove ceste, kjer smo se sestali samo enkrat in ne vem njegovega imena. Ko si je vsak Skoj zbiral svoje delo na odrejenem terenu, sem jaz kot sekretar Skoja na srednjih šolah ostal pravzaprav brez zadolžitve, s tem, da smo se dogovorili, da se sam vključim, kjer bo potrebno. Nisem povedal, da sem že član komunistične partije, tako da sem ob času, ko je bila skojevska organizacija na srednjih šolah razformirana, sem se jaz enostavno povezal z svojo partijsko organizacijo na terenu. Dr. Hančič, kratek komentar. Ja, tukaj v bistvu vidimo, kako je partija bila navajena že iz predvojnega časa zelo konspirativno delati. To pomeni, da tudi sprejem svojih novih članov je potekal zelo na tak konspirativen način, tako da se v bistvu tudi nekaj dost vedlo, to je čisto sprotje, ko je bilo pol v povojnih letih, ko je bilo vse na veliko in slovesno in tako naprej. To v bistvu pomeni, da je šlo res za eno tako organizacijo, ki je znala vse stvari zelo konspirativno izvesti in tukaj vidimo, da je potem bila to v bistvu ena organizacija,
ki je bila, za razliko od ostalih političnih skupin, da je znala delovati v ilegali in zato je ta prehod, iz stare Jugoslavije v obdobje okupacije tudi ni predstavljal, kakšen problem, in tukaj vidimo, da so vse te povezave delovale neprekinjeno. Sploh je bilo to po moje značilno za območja pod italijansko okupacijo, ker Nemci so to znali dosti bolj razbijati, kot se je tudi potem videl po kapitulaciji Italije, ko so prišli v Ljubljansko pokrajino, tudi so jim bolj dihali za ovratnik komunistom, sploh v začetku leta 1945, ko so čisto razbili to organizacijo OF v Ljubljani in tako naprej. Tako da v bistvu je komunistom šla na roko to, da je pač Ljubljana prišla pod italijanskega okupatorja, ki ni bil tako učinkovit v zatiranju tega gibanja, po drugi strani pa, da je imela pač izkušnje iz predvojnega ilegalnega delovanja. Hvala lepa za tole intervencijo, kar greva naprej k prvim akcijam. Tukaj smo tudi začeli prve akcije. Franci Nebec je imel organizirano svojo borbeno grupo, kateri sem se tudi jaz priključil. Kasneje sem v teh borbenih akcijah, razen z Nebcem, sodeloval z brati Babniki. Sodeloval sem potem na terenu še z Marušičem, narodnim herojem, ki je padel na Primorskem, in smo skupaj izvajali razne akcije na železnici, rušili telegrafske drogove, prekinjali telefonske zveze. Z Nebcem, Francom smo šli, to mislim, da je treba povedati, na eno večjo akcijo na Tržaško cesto, pa smo na Brdu pri Ljubljani srečali italijansko patrolo, oziroma patrola je bila sestavljena od enega policaja in slovenskega in italijanskega agenta, ki so mene ustavili in me je italijanski agent legitimiral. Bil sem oborožen in takoj streljal. Slovenski poročevalec je objavil to akcijo, Italijan je bil mrtev, medtem ko smo Slovenca pustili pri miru. To je bila moja prva borbena izkušnja v času po koncu vojne. Poslušate oddajo Moja zgodba. Tako Edo Brajnik Štefan v svojem pričevanju leta 1979. Verjetno gre sicer za opis ene izmed kasnejših akcij, ampak vendarle, dr. Hančič, tukaj je omenjenih kar nekaj imen, borbena skupina in pa seveda tudi način delovanja. Prosim za en kratek komentar. To so te osebe, s katerimi jaz sodeloval, in nekateri od teh so padli oziroma so tem razrešeni za narodne heroje in poznamo še kakšne poimenovanja šol ali pa ulic potem. Kar je meni zanimivo, je to, da nekako pove, kako so začeli pač s tem delovanjem. Najprej se niso toliko osredotočali na atentate na pač osebe, ampak da so delali škodo oziroma borbene akcije na infrastrukturi, na uničevanju sovražnikovih komunikacij in tako naprej, da bi malo otežili in tako naprej. Kar me pa nekako preseneča, pa to, kar govori, da so ubili italijanskega vojaka, Slovenca pa pustili, ker ponavadi po teh izkušnjah oziroma po tem pregledanem gradivu je v bistvu bilo ponavadi obratno, da velikrat so Italijani pustili primer, pa so ubili samo Slovenca. Tako da v bistvu jaz sem nekako za en obdobje pogledal, se pravi za leto 42, in je bilo potem to razmerje 1:10, se pravi oni so recimo v nekem obdobju ubili 80 Slovencov, na drugi strani pa komaj 8 italijanskih vojakov. Je zanimivo to, da pove, da so enega italijanskega vojaka ubili, Slovenca pa kao spustili. Zdaj bova pa slišala, kako opisuje akcijo izobešanja rdeče zastave. Mislim, da gre za 15. avgust 1941. Prisluhnimo. Mislim, da je ena od najpomembnejših obešanje zastave na daljnovod nad Vodnikovo cesto. To je bilo 15. avgusta 1941. leta. V akciji so sodelovali Šriha, Štefan Babnik, Mesidi bil Miha Babnik, Henigman Bojan, in smo obesili zastavo na sam daljnovod, na žice. Tako da je 15. avgusta, ko je bil verski praznik ženanje v Dravljah, so ljudje hodili pod
rdečo zastavo. Rdeča zastava je bila sokolska srajca očeta od Tomaža Rihata, ki jo je vzel moj oče, je pa mama je skrojila, oče pa narisal srp pokladil na njega. Vsa akcija je to razburljivo delovala na tem področju Dravlje Zgornja Šiška, tako da sem jaz moral že naslednjega dne iti v ilegalo 16. avgusta. Doktor Hančič, kratek komentar. Ja, ta omemba sicer je kratka, ampak je pa zelo povedna in zelo pomembna. To se pravi, voz oziroma partija se je spet pokazalo, da ni zasledovala ne vem kakšne narodne interese, ampak je tudi nekako na simbolni ravni hotela pač skozi svojo ideologijo poveličevati. Kajti, če bi oni res se prizadevali za nacionalno osvoboditev, sigurno ne bi izobesili rdeče zastave, komunistične, ampak bi po vsej verjetnosti slovensko ali pa jugoslovansko, da bi s tem pokazali, ker v bistvu je bilo to za Italijane bilo, če vse so z rdečo zastavo ali pa iz nacionalno, vse tri so bile prepovedane v javnosti, tako da v bistvu so nekako hoteli povedati še tudi s tem, da izvajajo revolucijo, ne pa nacionalno osvoboditev. Potem zelo zanimivo je to, da so se ravno spravili 15. avgusta, ki je praznik Mariinskega vnebovzetja. Zanimivo je pa tudi to, tukaj omenja cerkev v Dravljah, to je bila v bližini takratne nemško-italijanske meje, državne meje oziroma okupacijske meje, in zanimivo je to, da na nemškem ozemlju, recimo v Šentvidu, je bilo praznovanje tega verskega praznika na nemškem ozemlju že ukinjeno, dočim Italijani so pa kot ti, ki so nekako bolj podpirali katoliško cerkev in tako naprej, so se hvalili, so pa nekako pustili ta državni praznik. In iz drugih virov vemo, da so mnogi prebivalci iz obmejnega območja Šentvida poslušali zvonove, ki so slovesno zvonili v Dravljah in so nekako praznovali na svoj način tudi ta praznik. Zdaj vidimo, da komunisti oziroma voz, oziroma te, ki so se pripravljali, da bodo vosovci, so pa se šli spet pač svojo politiko in so izobesili rdečo zastavo lih na eden največjih katoliških verskih praznikov. Morda je treba še to povedati, da je sodelovala cela družina, se pravi oče, mama. Ja, vsi, ker pri nekaterih družinsko ozadje je pomembno. Ja, je tudi se vede, če so bili bolj levo usmerjeni, so potem podpirali tudi to, ampak zanimivo se mi zdi to, zdaj vprašanje, ali so, ker vse vosovce družina tudi ni podpirala oziroma pač si niso upali povedati, da kakšno akcijo delajo in tako naprej, tukaj je bilo očitno tako, da jim je dovolj zaupal. Sicer je bila pa to ena akcija, kjer ni bilo recimo kakšnih smrtnih žrtev in tako da mogoče to tudi ni bilo nekako konspirativno, sploh pa na italijanskem okupacijskem ozemlju, ki Italijani tudi niso tako strogo se imeli zastraženo oziroma tokenih učinkovitih vohunov, ki bi to preprečevali kot recimo na nemškem ozemlju. In 16. avgusta 1941 gre Edo Brajnik Štefan v ilegalo. Istočasno iz 16. avgusta sem bil opozorjen tudi, da je začela prevala med to našo staro srednješolsko organizacijo Skojevsko, kjer so jih precej zaprli in so nekateri se slabo držali, tako da sem bil opozorjen, da me že iščejo, in sem se 16. avgusta preselil definitivno v ilegalo in se preselil k Babnikovi v Dravlje. Babnik je bila kmetija na Kamnogoriški cesti. Že kot ilegalec sem dobil nalogo, da skupaj z Babniki na sestanku, ki ga je vodil sluga Jože, ustrelimo sodelavca okupatorja. To je bil neki Krovc iz Dravlj, ki je sodeloval s Italijani, in smo ga mi zvabili, da bi prišel pokrivati streho v Brdniku na Brdu. In to akcijo smo izvedli, Štefan Babnik, Miha Babnik pa jaz, in smo ga ustrelili. Moram zdaj povedati, da je ta akcija porazno delovala na nas. To je bil prvi človek, ki ga v zasedi počakaš in ga ubiješ. In smo bili vsi iz sebe in še padni nismo vedeli pravzaprav,
če smo pretapravi ali nismo. To je bila prva akcija take vrste. Jaz sem to poročal o rezultatu akcije Holmanu, Francetu in sluge Joži, ki sta me čakala pri Holmanu doma. Takoj na to so sledile nove naloge. Dr. Hančič. Tukaj najprej bi se osredotočil pač na te tako imenovane provalje, to so nekakšne množične aretacije na podlagi določenih izdaj oziroma pač informacij, ki je dobila policija ali pa tajni agenti, kdo sodeluje zdaj z, OEF ali pa odporniškim gibanjem, in to pomeni, da so začeli 16. avgusta. To je povezano tudi s tem, da se v tistem času tudi padejo prve smrtne žrtve odvoza. To so bili v glavnem policisti, žandarji oziroma orožniki iz Ljubljane, se pravi eden Viktor Jagodic pade v neposrednem spopadu z njimi, dočim Jožefa Sušnika iz Polja pa pridejo prav na dom umoriti in možno je, to je sklepam, nimam pač neposrednih dokazov, glede na to, da so potem, v slovenskem poročevalcu pisali, da je ta Sušnik kao izdajal in tako naprej, brez tega, da bi imeli kakšen konkreten dokaz. To se mi zdi, da so v tistem času začeli pač določeni orožniki ali pa agenti, ki so že izpred vojne poznali, kdo naj bi bili komunisti, da so potem po teh določenih akcijah začeli mogoče bolj opozarjati na to, kdo so, ker dolgo časa je veljalo, to, kar tudi, mislim, da Ban Tlačen naročil pač vsem uradnikom, da ne smejo izdajati, kdo so komunisti, pa so še celo določene sezname zažgali pa uničali, zato da ni to prišlo Nemcem ali pa Italijanom v roke in tako naprej. Potem v tistem času, to je v bistvu 2 meseca pobližno po napadu na Sovjetsko zvezo, ali po tistem, ko so začeli že kakšen mesec ali pa 3 tedne po tistem, ko so začeli z oboroženim uporom, oziroma kot so oni po vojni nas učili z ljudsko vstajo in tako naprej, so pa videli, da ti komunisti ne mirujejo, da ne dajo mir, ampak da povzročajo določen nemir med prebivalstvom, pa seveda potem tudi razne povode za maščevanje Italijanov in tako naprej, so pa mogoče začeli že drugače gledati na to. In mislim, da so te provale in to, kot jih on imenuje, tudi posledica tega, da se je nekako začela samo obramba določenega dela prebivalstva, ki je hotelo mir pred temi vojskovskimi akcijami. Zdaj, če gremo pa naprej, ko opisuje konkreten primer tega Krovca, jaz sem potem iz drugih dokumentov razbral, da je on prihajal iz Primorske. To je bil Kristjan Birsa, ki se je rodil v Braniku oziroma Richenbergu na Primorskem. Takrat pa je bil star 22 let, je bil samski in je stanoval v Šiški. Po vsej verjetnosti je v času fašizma se umaknil iz tega območja, ki je po prvi svetovni vojni po Rapalski pogodbi pripadal Italiji in se je pač izbežal ali pa nekako se preselil v Jugoslavijo. Zdaj, v tistem času imamo več primerov, ko so vosovci napadali razne obrtnike, ki so delali na terenu. Ni nujno, da so oni res izdajali. Možno je, da so se jih bali, ker so recimo dimnikarje pa Krovce, da so oni, ko so prišli čistiti dimnik oziroma kaj prikrivati, da so dobili kakšno zaklonišče in so se potem bali, da bi jih naznanili policiji. Po drugi strani so pa ti Primorci predstavljali tudi zelo redko skupino, ki je takrat v Ljubljani sploh znala italijansko, ker mnogo ljudi je znalo še iz časa Avstro-Ogrske nemško, v celinski Sloveniji pa nekako italijansko niso znali. In mogoče je bil prav ta Krovc, da je znal kakšne par besed italijansko in da se je mogoče pogovarjal z Italijani, da je to že sprožilo sum pri teh obveščevalcih, ki so pač obveščali, da on pa kao izdaja Italijanom pomembne informacije in tako naprej. Potem po drugi strani se pa tudi vidi, da je bila v članih voza ena pač normalna človeška
reakcij, ko pač kar zelo slikovito pove, kakšne občutke je imel, ko je prvič ubil človeka tako iz zasede oziroma od blizu, Če moraš neposredno ubiti, pa zgleda zelo velika stiska in tukaj se vidi, da on zelo plastično in se mi zdi zelo odkrito opisuje, kako je on to, pa te njegovi tovariši, kako je on to doživljal, ta prvi uboj oziroma umor. Mogoče bi namenila še besedo ali dve Babnikom, namreč kmetijo Babnik omenja na Kamnogoriški. V Ljubljani v Dravljah imamo še vedno ulico bratov Babnik in tako naprej. Tudi to verjetno se mi zdi, da je prav, da povemo, preden prisluhnemo nadaljevanju pričevanja Eda Brajnika Štefana. Takoj na to so sledile nove naloge. Naslednjo nalogo mi je dal Tone Dolinšek. Meni se zdi, da je bil on predsednik takrat vojne komisije v Ljubljani. Moral bi iti na Vrhniko oziroma nekam v Polhograjske Dolomite po razstrelivo v en kamnolom. Zdaj se ne spomnim več, s kom sem še šel, s kolesi sem šla, sva prišla do Vrhnike, na izhod iz Vrhnike, so nas aretirali in po daljšem zasliševanju, kjer smo imeli izgovor, da gremo nakupiti razno hrano, so nas izpustili. Naslednja naloga, ki mi jo je dal Dolinšek Tone, je, da je treba likvidirati Leona Rupnika. Takrat še ni bilo nobenih sledilskih grup. To so bili šli začetki. Tone Dolinšek mi je dal kratke podatke, kje Rupnik stanuje, kam hodi na sprehod. In sem jaz nekaj časa hodil na Vič, vendar Rupnika od nikoder ni bilo. V tem času, ko je trajala akcija na Rupnika, mi je sluga Jože, pa verjetno tudi Dolinšek, sta mi naročila, da ne enega dne, to je bilo konec avgusta, približno je moral biti, da ne počakam na Podotiški cesti pred Mitnico. Da bo prišel en tovariš, ki mi bo dal naloge in da bom v bodoče z njim povezan. Ta tovariš je bil Robert France. Imela sva kratek sestanek v Gozdičku ob cesti, kjer mi je razložil, da se formira nova organizacija, neke vrste GPU. To formulacijo sem že kasneje zasledil tudi pri tovarišu Kardelju. No in vprašal me, če sem pripravljen v taki organizaciji sodelovati, da se bo obračunavala z izdajalci. Ko sem pristal na to, bila prva naloga seveda Rupnik. Tukaj je seveda zdaj dr. Damjan Hančič kar nekaj možnosti za nadaljevanje najinega pogovora. Gre torej za neke akcije, ki so v pripravi na bodoče zločine, recimo, torej govorimo o razstrelivu, ki so ga potikali in tako naprej. Ampak tudi niso vedeli, Italijani, koga so dobili, ko so ga na Vrhniki in ga izpustijo in potem seveda odide nazaj. In potem je tukaj to srečanje z Francem Raubarjem Vitezom, ki ga povabi v voz. To pomeni, da je imel takrat Brajnik že neko karizmo, poznali so ga in sprejeli. Ja, po vsej verjetnosti so videli, da pač je sposoben za to delo tako v konspirativnem kot v fizičnem smislu. To, kar se pa meni zdi pomembno, je pa to, da umen, GPU. To vleče vzporednico z rusko podobno oziroma sovjetsko organizacijo, ki je bila namenjena zaščiti revolucionarnega gibanja oziroma te oktobrske revolucije, do dosežka oktobrske revolucije in za delovanje proti kontrarevolucionarnim skupinam, kot so jih imenovali. In to pomeni, da je tudi voz bila izključno inštrument partije za zaščito izvajanja komunistične revolucije in da so oni v bistvu vzeli ta sovjetski vzorec tudi v tem primeru direkt na slovenske razmere. Čas prve oddaje pričevanja Eda Brajnika Štefana v oddaji Moja zgodba je zdaj ležal potekel, ampak bova nadaljevala torej z pričevanjem v prihodnji oddaji, takrat pa naj čakata najprej atentata na Leona Rupnika in pa na Lovra Hacina. Oba takrat še ne tako zelo znana, potem pa
verjetno tudi zaradi teh vosovskih atentatov, nekako ključni osebi, ki sta se postavili nasproti komunističnemu terorju v Ljubljani. Ja, jaz mislim, da je bilo to, morda je bila to glavna spodbuda saj za Leona Rupnika, da se je tako odločno potem postavil na protirevolucionarno stran, kajti vprašanje bi bilo, če bi ga pustili pri miru, ali bi se tako aktiviral ali ne kasneje. Za nocoj hvala lepa, dr. Damjan Hančič, za to, da ste se oglasili v studiu Radia Ognjišče in tudi z našimi poslušalci ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, ko je pravzaprav leto spomina, z nami delili tudi te komentarje ob pričevanju enega izmed visokih članov Varnostno-obveščevalne službe OF oziroma Komunistične partije Slovenije, Eda Brajnika Štefana. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Moja zgodba.